57 in takrat sem jaz že toliko, da sem že videl, zakaj gre. Nismo imeli doma še rajskega sprejemnika, ampak smo poslušali to še pri sosedu. Sosed je dal na okno, je bil racionalni človek in je pol vasi se tam zbralo in smo včasih, saj starejši so kar tam na travi malo zaplesali. Jaz sem pa poslušal in moram reči, da mi je bila ta glasba zelo všeč, posebno recimo, ko je prišla skladba Na Gorici, se mi je zdelo, kot da pritrkavajo tam v zvoniku nekaj podobnega, eno tako prijetno občutje, eno stresno občutje. Tako da vsi tisti tam mladi, ki pravijo to goveja muska, trapasta muska, kmečka muska, včasih me kar malo žalijo. Stvar je v tem, poznaje sem, ko sem magisterij delal iz tega, sem videl, v čem je stvar. To je v bistvu ljudska ustvarjalnost, ljudska glasba, s tem, da je zdaj pač hiperprodukcija. Veliko tega je nastalo, vsak ansambl ima več 100 komadov skladb, ampak nekaj od teh je dobrih, bojo šli naprej. Večina se bo pa pozabila, ampak danes so vse posname, so vse na nosilce zvokov posname in potem vse ostane. In ljudje mislimo, da je vse enakovredno dobro. Ampak vidi se točno recimo pri fenomenu Avsenik, kako je. Jaz sem planinc, hodim v hribe in v hribih recimo zapojemo Planička je pravila, pa Na Robrek bom odšel. Ker pomeni Na Robrek bom odšel, je že približno isto kot Planička je pravila, je že ponarodila, je že prešla med ljudstvo. Doktor Zmaga Kumar, ki je pred nedavnim umrla, je rekla, da 50 let potrebuje vsaka skladba, vsaka pesem, da če se pri ljudeh prime, se prime, če se ne, se pozabi. Danes se pa ne pozabi nič, ker je vse posneto in radio kar naprej predvaja to in nekako imamo občutek, da je Avsenik napisal 1000 skladb. Saj sta jih napisala 1000 skladb, samo teh 1000 ne bo ostalo. Zelo podobno kot včasih, ko je Godec hodil od vasi do vasi, igral in če je bila dobra skladba, se je drug Godec to zapomnil in prenesel v naslednji rod, niso poznali not, ljudje so si to zapomnili, tudi pevsko zapomnili, nastajale so inačice in tako naprej. Gre v bistvu za popularno glasbo, za posebno zvrst glasbe, ki je s to razliko, da vso drugo glasbo, bolj ali manj smo mi uvozili z zahoda, ta narodno zabavna je pa naša, prav avtohtona. Brata Avsenik sta podarila celemu svetu glasbo in 10 000 glasbenih ansamblov to ponavlja, posnema, se hoče približevati in nobenemu to ne uspe dovolj.